Pozdravljeni še z moje strani. Torej, ta prispevek sva z kolegom Hribarjem prijavljala v času, ko smo pripravljali izvedbo mikroasfaltov oziroma tankoplastnih privlek, ta dva izraza bomo mešali, na odseku Gorenjske avtoceste Naklopod-Tabor, kjer gre za zelo težke prometne obremenitve, torej za pogoje, kjer se ta tehnologija nekako ni uporabljala pri nas. Zdaj, žal se je zaradi odmika izvedbe del v jesen, ko te pogoje več ne, ko vremenski pogoji ne omogočajo več kvalitetne izvedbe za take obremenitve. Izvedba del premaknila leto 2020 pomlad, tako da bo ta del mal izpadel, ne. Ampak bo pa vendarle ta predstavitev tudi s poudarkom na težkih prometnih obremenitvah, ker se je v postopku priprave tega projekta pokazalo, da tudi asfalterji tega ne poznajo vsi, tako kot bi lahko, ne. Dala odgovor na vprašanje, ki ga boste videli na zadnjem slajdu moje predstavitve, no, mnogi med vami. Torej, če govorimo o mikroasfaltu, gre za zelo tanek sloj asfaltne zmesi, s katerim obnavljamo asfaltna vozišča. Poznana sta dve tehnologiji, odvisnosti od uporabnega veziva. Vroč postopek, kjer je vezivo vroč bitumen. Tukaj je zadeva v bistvu podobna klasičnemu asfaltu, asfaltna zmes se zmeša v asfaltni bazi in se dostavi na mesto gradnje, kjer se z specialnim finišerjem ugradi. Drug je pa hladen postopek, ki ga mi poznamo in uporabljamo. Tukaj je pa vezivo bitumenska emulzija in se sestavine asfaltne zmesi zmešajo v samem stroju ob polaganju. Debelina te prevleke je tipično do 16 mm, dvoslojne. Zdaj, te slikce, ki so zraven, so dela, ki smo jih mi izvajali, ne, konkretno tole je ob letališču Brnik. Zdaj, uporabnost tankoplastnih prevlek. Zdaj, rekli smo, da gre za tanek sloj, s katerim prevlečemo staro vozišče, s tem zapremo njegovo strukturo, če prihaja do staranja asfaltov, s tem lahko podaljšamo življenjsko dobo brez večje obnove, tudi za 10 ali pa več let, ne. Izboljšamo motorne sposobnosti, če je asfaltna plast zglajena, v določenih primerih pa zaradi strukture samega mikroasfalta lahko tudi zmanjšamo hrupnost vozne površine. Izvedba del je zelo hitra, predvsem če so tukaj neki krajši odseki, ne zahtevajo daljših prometnih zapor, ni treba dvigati pokrovov jaškov, odbojnih ograj, načeloma robnikov. Glede na to, da je poraba materiala relativno majhna in da se mešajo na samem mestu vgradnje, gre tukaj za manjše količine prevozov in manj obremenjevanja okolja in obenem, ker gre za nizke temperature, je tudi z tega stališča okolje manj obremenjeno. Tukaj na sliki vidite tipičen stroj za izvedbo teh del. Zdaj, te stroji so lahko večji, manjši, lahko gre, kot je v tem primeru, za priklopnik, lahko gre za nadgradnjo na kamionu. Skupno vsem pa je to, ne, da v samem stroju, v sami prikolici v tem primeru imamo spredaj silo za kamnito zmes, cisterno za bitumensko emulzijo in vodo ter boks za dodatke, cement ali pa apno, ne, če so. Ta stroj pač zmes fino razgrne, jo poravna v debelini nazivnega zrna, se pravi, če to 8 mm je to, ne. Ker je zmes žitka, se jo da še ročno oblikovati ob robnikih, otokih in podobno. Tukaj vidimo pogled od zgoraj navzdol v rampo, razdelilno v bistvu je stvar podobna finišerju, ampak za drugo uporabo. Zdaj, ko je ta sloj položen, se prične razpad emulzije, s tem izločanje bitumna kot veziva.
po cirka pol ure lahko na tako površino že spustimo promet. V bistvu ga moramo spustiti, ker za sam promet to površino uvalja, jo utrjuje. Polaga se načeloma v dveh slojih. Na sliki zgoraj desno vidimo položen ta izravnalni profilni sloj, s katerim izravnamo obstoječo površino. Na spodnji sliki desno je sveže položen drugi sloj, to je obrambna plast. Končno stanje takega vozišča traje par tednov, da se utrdi do konca, da promet to izravna, da se izloči višek zrn. Ta višek zrn je treba čez teden ali dva pomesti. V času do tega pometanja, ko se zrne izločajo, pa mora biti zaradi varnosti prometa hitrost pač omejena. Kot sem že rekel, so vsi hodni materiali v samem stroju med vožnjo. Razmerje teh silosov skladišča, skladiščnih silosov v stroju je načeloma tako, da jih naj bi vseh naenkrat približno zmanjkalo, ker je potem treba to precej pogosto dopolnjevati. Zato potrebujemo deponijo, ki je blizu, deponijo kamnitih zrn, dostop do vode. Načeloma, če imamo polagal za 25 tonami prostora za kamnita zrna, je to za povprečni uporabi nekje za 1500 do 2000 kvadratov, kar vam povedati, je pa precej pogosto to polniti. Zdaj, sama vozična površina stara mora biti sanirana brez poškodb, plombe mora biti sanirane, zalite razpoke, zaradi oprijema moramo odstraniti stare talne označbe in visoko tlačno oprati. Kot sem že rekel, s pokrovi jaškov ni problemov, samo zaščititi jih moramo, da potem še na sveži plasti zaščito preprosto odstranimo in dobimo pač nazaj čist jašek. Slabost te tehnologije je to, da je zelo občutljiva na vremenske pogoje. Zdaj, nizke temperature podlage, zraka, dež, vlaga, kratek dan, ki pomeni, da hitro padejo temperature. To zelo negativno vpliva na kvaliteto. Kar se predvsem pozna, če gre za ceste, ki so bolj prometno obremenjene. Zato smo tudi predstavili to izvedbo na avtocesti v naslednje leto. Kot posledica tega je potem povečano izločenje zrn in pa luščenje celotnih plasti, kar vidite na desni sliki. Zato, kot sami vidite, klasične asfalte polagate tudi če decembra, tega tipično obdobje za uporabo tega je nekje od maja do septembra, ker v tem času se lahko računa, da bodo obdobja ustreznih pogojev pač to zagotavljala. Zdaj, tukaj je kratek predstavitveni posnetek naše matične firme, je v nemščini, ampak ne gre toliko za razumevanje govora, gre bolj za to, da vidite, kako sploh to živo zgleda. Upam, da bo tole delali. Očitno dela. Matična firma, to že pod nazivom Multimark. Abnutzung und Witterung verursachen Spurrillen, Netzrisse und poröse Oberflächen mit Splitausbrüchen. Zur Revitalisierung bieten wir hier das Dünnschichtdeckenverfahren in Kalkbauweise an, auch Multimark oder DDK bzw. DRK genannt. Sieht man am Morgen noch den alten Belag, befährt man bereits am Abend schon den neuen. Denn aufgrund der geringen Materialverarbeitungstemperatur ergeben sich keine Abkühlwartezeiten. Außerdem zeichnet sich das Verfahren durch die geringe Lärm- und Geruchsbelästigung für Anrainer aus. Die besondere Makrotextur der Oberfläche trägt zur erhöhten Belagsgriffigkeit und somit zu einer höheren Straßensicherheit bei. Das Niedertemperaturverfahren ist dabei besonders ressourcenschonend und bietet einen deutlich geringen CO2-Ausstoß. Zudem führen genaue Berechnungen und die Erhaltung der älteren Belagsschichten zu geringem Materialverbrauch und dementsprechend niedrigeren Einbaukosten. Durch die fachmännische Begleitung von Projektanfang bis zur Realisierung dieses komplexen Prozesses bietet sich Betonova als ideale Partnerin an. Zdaj, tehnologijo smo predstavili, zdaj bom prišel na materiale, torej rekli smo, da gre za zmes bitumenske emulzije
kamnitih zrn in dodatkov ter vode. Zdaj, po naših tehničnih specifikacijah so nazivne zmesi odvisnosti od mejnega zrna SS2, SS4, SS6, SS8, SS je slurry seal, to je pač angleški naziv za tankoplastno preleko po hladnem postopku. Tukaj je pač krivulja za SS8, ki naj bi se uporabljal pri težkih prometnih obremenitvah. Zdaj, izbor razreda bitumizirane zmesi in kamnitih zrn je odvisen od priročnih asfaltih, od prometnih obremenitev. Zdaj, tehnične specifikacije ne predvidevajo uporabe mikroasfaltov pri zelo težkih in izredno težkih prometnih obremenitvah, ampak v Nemčiji in Avstriji s tem nimajo težav, tako da sem jaz tabelo razširil navzgor, tudi na te obremenitve. Torej za pogoje, kot so na Gorenjski avtocesti, kjer je PLDP 42.000 in PLDO 1.700, ustreza zmes kamnitih zrn Z1. Zvočni efekti niso moji. No, torej, tukaj zahteve so pač enake kot za vroče zmesi, gre za isto tabelo, v bistvu, le da pri mikroasfaltih mogoče bolj poudarek na odpornosti globih zrn proti drobljenju, to je LA20, in proti zaglajevanju PSV50, ker so zrna bolj na udaru. Tako da mi tudi pri izvedbi manj obremenjenih vozišč načeloma uporabljamo zmesi kamnitih zrn, ki v teh dveh točkah ustrezajo razredu Z1. Bitumenska emulzija. Bitumna je v končni plasti 5 do 7%, kar pomeni, da je emulzija nekje 9 do 10%. Slovenski nacionalni standard priporoča uporabo C65 BP7, to je bitumenska emulzija za 63 do 67% bitumna polimernega in podaljšano in večjo stabilnostjo, obstojnostjo, stabilnostjo, prav sem rekel. Tehnične specifikacije, ta tabelca iz tehničnih specifikacij zahteva, ima pač manjše zahteve, 58% vsebnost bitumna, ampak mi pač uporabljamo priporočeno skladno standardom. Okvirna sestava asfaltne zmesi se določi skladno z specifikacijami v odvisnosti od namena uporabe prometne obremenitve, klimatskih pogojev, značilnosti podlage. Kot rečeno, se meša v samem stroju tik pred polaganjem, operaterja imata možnost, da prilagajata fino sestavo razmerja na mikrolokaciji, torej če je podlaga bolj porozna, dodata več emulzije, če je suha vlaga, vodo, če je mokra, malo cementa in tako naprej. Kontrola kakovosti se spet izvaja skladno s tehničnimi specifikacijami, kontroliramo skladno standardi kakovosti vhodnih materialov in čez nekaj tednov po vgradnji kontroliramo sestavo asfaltne zmesi skladno z predhodno recepturo. Zdaj, regulativa, mikroasfalt oziroma tankoplastne preleke imajo mogoče smolo, da pri nas se ne izvaja toliko, niso tako poznane, tako da regulativa ni tako podrobna, kot je to pri asfaltih. So pa materiali pa pokriti z istimi standardi, kot to velja za vroče zmesi. V Sloveniji se ta tehnologija uporablja predvsem s ciljem izboljšanja tornih lastnosti državnih cest. Izvajajo se 2 do 3 krajše odseke letno. Letos smo izvedli 2 taka. Lani smo pa prvič narejena 2 daljša odseka državnih cest. Plina Ravbar komanda 5 km in Mariborska Padnica. Zdaj, pri Plini Ravbar komandi so odzivi dobri, to, koliko jaz vem. Maribor Ptujska, tukaj gre pa za podatkov sicer nimam, ampak sklepam, da gre za relativno velike prometne obremenitve. Sama tankoplastna preleka se obnese, koliko vem, dobro. So pa tukaj drugi problemi, ker mogoče odsek ni čisto pravi bil za to, ali pa mogoče ni bila izbrana čisto prava zmes, pregroba, da je bila izbrana, ker se pritožujejo glede hrupa in podobno.
spodaj desno vidite čisto svežo zmest, rjava je zato, ker pač veste, da je emulzija, sveža emulzija rjava, ne? Zgoraj pa potem, ko razpade, postane črna. Težke prometne obremenitve in mikroasfalt. Zdaj, pri nas se to do zdaj ni uporabljalo. V Avstriji in Nemčiji s tem nimajo težavno, se pravi, pri nas se ni. Bil je testni odsek leta 2004, Sežana-Gabrek-Sežana, 2 kilometra, ampak tam gre za avtocesto, niso pa težke prometne obremenitve. Ta odsek je še vedno tam in je še vedno v redu. Če sem prav razumel kolega Kušnika, v sredo zvečer bo šel v obnovo naslednje leto, tako da imate še par mesecev časa, da si pogledate 15 let star mikroasfalt na avtocesti. Je pa v letu 2016 bil boljši primer, ko sta bila tesno prepleščena 2 mostova na gorenjski avtocesti. Tam se zadeva dobro drži, je v redu, ta poseg so pa izbrali, ker zaradi tega jih nedebelje ni potreben poseg v samo voziščno konstrukcijo. Zato so mogoče se verjetno odločili tudi za ta poseg, ki se ga omenil na začetku, torej tankoplastno prevleko oziroma mikroasfalt na letošnji obnovi Brezja pod Tabor. Tukaj gre za 2 priključka, Naklo in pod Tabor, za vozišče v področju betonskega pasu za počasna vozila in za 6 viaduktov Tržiška Bistrica, Zgoša, Dobruša, Peračica, Ljubno, enega sem pozabil. Torej, prometne obremenitve so tle zelo velike, imamo PLDP 42, PLDO 1700. Predvidena je torej izvedba z SS8, z specialkom niti zrn Z1, 2 sloja po 8 mm, torej 16 mm, ampak, kot sem rekel, je to žal se odmaknilo pregloboko v jesen in je to bilo nekako odločeno, da se prestavi v naslednje leto. Torej, mikroasfalt, za zaključek, mikroasfalt se v Sloveniji uporablja. Uporabljal bi se lahko veliko več, v precej primerih bi bil bolj primeren za uporabo za rešitev določenih problemov kot klasični asfalti. Je pa res, da je področje njegove uporabe bolj omejeno kot pri asfaltih, je občutljiv na vreme, tega pač decembra ne bomo polagali, ker smo mi navajeni. Ampak precej problemov pa rešuje precej bolje kot klasičen asfalt. Zdaj pa, kot sem rekel, vprašanje naključnega pasanta, letnica v tekstu je napačna, ob izvajanju del na državni cesti Plina Ravbar-Komanda, tole sem slučajno najdel na Twitterju. Tako da, ko se boste začeli služili po grebišče, pa boste vohali žarko olje pečenke, boste vedeli, kaj se dela. Dejstvo je, da je von zelo močen, bitumenska emulzija je velik in to ima von. Toliko od mene. Hvala. Hvala lepa za zanimivo predstavitev, iz katere lahko zaključimo, da je z cenejšimi ukrepi marsikdaj možno ustrezno izboljšati prometno varnost in seveda podaljšati življenjsko dobo. Zdaj pa, ker nam je ostalo še par minut, bi prosil za vprašanja. Prosim. Jaz bi imel 2 vprašanji. Prvo za profesor Vistobo. Moram reči, da smo zelo veseli in zelo ponosni, da je tukaj. Mi smo v teh 20 letih zgradili kar vzorno sodelovanje s Tehnično univerzo v Braunschweigu. Začeli smo z sodelovanjem s profesor Arandom, potem s profesor Leutnerjem in tako da smo izjemno veseli, da ste tukaj. Moram pa reči, da tudi to, kar delate, je izjemno orientirano na prakso in to praksa potrebuje. Vemo, da dinamične preiskave asfalta so zelo zahtevne, dolgotrajne. Mi zato, ker smo imeli v preteklosti določene težave, jih imamo standardne, za vse večje odseke delamo kompletno paleto raziskav, utrujanja, preiskave pri nizkih temperaturah, togosti. In mislim, da bi bila morda, če boste šli, prepričan sem, da boste šli s temi preiskavami naprej, da bi se mogoče pri nas poskusno zraven praktično na vseh teh odsekov delal tudi DSR, pa bi lahko mogoče Slovenija služila kot neke vrste testno polje za preveritev te nove metode, ki mislim, da je lahko ena priložnost za naprej.
Še ta drugo vprašanje za gospoda Happenheimerja, ko sem že pri besedi. Gumirani asfalti so v Sloveniji zadnje čase, ker so se začeli uveljavljati. Samo to, kar smo zvedeli po svetu, ne, in tudi praktično v vseh državah od Amerike, pa tudi v Evropi se uporablja predvsem v južnem delu kontinentov, ravno zaradi slabše odpornosti teh asfaltov na nizke temperature. Vi ste predstavili nekaj drugega. Skratka, pri nas tudi preiskave v laboratoriju kažejo, da so rezultati teh asfaltov na nizke temperature malenkostno slabši. Pa bi prosil vas komentar. Yeah, thank you. This is my answer. I would be very pleased and happy to see that these tests are also used. But what we also recognized is that as far as the first part of our work in that direction was the presentation of the BTSV, the bitumen fast or the binder fast characterization test. And everybody told me it will take maybe 10 years before you will find this test method within the German standards. But it took only 2 years. It's established already in the German standards, and the German Federal Road Administration already implemented threshold values, limiting values, which are proposed to collect information and to get some experience with the binder fast characterization test. So it took us 2 years. So there is hope. We could be faster than a lot of people think. So if we want to change the system, there's hope. There could be a way. And I'm very happy to hear that these ideas are picked also up in other countries like Slovenia and others as well. Because yesterday I saw a presentation from Ms. Turk, and I saw that PTSV was used, so I was quite happy about that. Thank you. I try to answer the question. Otherwise, if I have no all the details, otherwise Mr. Vogel should make some more comments. But the low temperature behavior of rubber modified bitumen is, I say, at least the same as it is from polymer bitumen. So we have no disadvantages to say that you have any problems with low temperatures, because a lot of pavements are in Bavaria, and Bavaria is one of the coldest regions in Germany. So, and the elasticity of the rubber modification allows to compensate those temperature differences. So we have so far no negative influences of low temperatures on the pavements. Thank you. I have as well a question to CTS. Probably I haven't missed it in the presentation, but what is the average content of polymers you have in, or the range of polymers you have in at the final mix? There are 3 concentrations who have a standard concentration is 12% of these rubber granules. 12% of the total bitumen content. From those 12%, you have 40% of rubber inside, and that's the lowest concentration. If you have a medium concentration, let's say for pavements like the noise-reduced stone mastics asphalt, you have an elevated content of polymers, so you add about 22% of the granules, so you have 78% of, let's say, 50-70, 22% of the granules. Also, with the granules, you have 50% of bitumen, about 10% filler, 40% of rubber.
And the highest concentration is used for the production of open porous asphalt. And here the range is up to 33% of the granules, and it's even a higher quality of this of the rubber modification. So a third of the total bitumen content is represented by the granules at the use of porous asphalt, because here you have the most importance for the quality, for the bitumen, for the total pavement. If you have an asphalt concrete or a stone mastic asphalt, these are very dense pavements. But in the open porous asphalt, you need a very high protection of the grain, and this pavement is much more sensitive against the influences of sunlight, of salt, of temperature differences. Here, the bitumen plays a major role, the most important role for the pavement. So we have these three concentrations. So, if I understood it then correctly, so this would mean you have roughly, in the highest concentration, 50% of polymers in the finished bitumen product. You said 33% is the highest dosage, and 40%. You have 65% of a standard bitumen. 35% or 33%, 1/3 are the granules. And from the granules, you have 50% is again bitumen, and 40% is the rubber. Yeah, so that's the amount. So you have a little more than 12% of rubber in this bitumen mix. So which is roughly 3 times more than you have in the PMB. So once again, I have the translation. So this dosage would mean you have roughly three times more polymers than in the PMB, what you have mentioned before. Yeah. Okay. Yep, thanks. Še kakšno vprašanje? Če ni, potem bi se še enkrat vsem predavateljem zahvalil za izjemno zanimiva in odlična predavanja oziroma predstavitve. Vam bi se zahvalil za udeležbo. Kot smo že prej rekli, se seveda bliža konec leta, zato vsem želim uspešen konec leta, vesele praznike in seveda vse dobro v novem letu, ki prihaja. Hvala lepa.